Hello, kako ste? Dragi moji, jaz ta video danes snemam že drugič. Za danes ste izglasovali ta video, bili ste precej jasni in glasni glede tega, kaj želite videti. Za tiste, ki me dodajate na moj Instagram in me vprašate, kje se glasuje, morate najprej počakati, da izglasovanje objavim na Instagram, to je v taki obliki polla ali pa v obliki vprašalnika, kaj želite videti od mene. Če pa mi želite sporočiti vaše ideje za video, pa mi napišite na privat, ampak ful pomaga, če mi napišete malo več informacij o tej stvari, da me potem res potegne vase, ker če samo rečete ime in priimek neke x osebe, ki še ne poznam, me ne navduši toliko in pa ne gremo raziskovati, tako da gremo čim prej v video. To prvo stvar sem poudarila v že veliko videih prej, ker je ful pomembna. Mi imamo res majhno površino naših oceanov raziskano. Če mislite majhno v smislu polovica ali pa tretjina, ne. Samo par procentov. Pa je 3%, ampak mislim, da majčkeno več že je od takrat. To ni nič. Če vas bo navdušilo teh par stvari, ki jih bom danes predstavila, kaj vse se skriva pod našo gladino, predstavljajte si, kaj vse še sploh nismo odkrili. V tem videu vas bom popeljala praktično iz jezer do morja, do oceanov, tako da bolj na začetku začnimo z jezerom, in sicer v Ameriki in sicer v Oklahomi. Ne vem, zakaj tako navdušeno govorim, ker v tem primeru gre za nesrečo, ampak nekdo je šel majčken plut gor na jezero, je rekel, da ima novo sonarno inteligenco, neko novo tehnologijo, in v bistvu, ko je to preizkušal in ni nič hudega slutil, je v bistvu zaznal nekje pod sabo dva avtomobila, neko kovino, in potem so to raziskali in so v bistvu potegnili ta dva avtomobila ven. Nista bila pa samo avtomobila, noter je bilo še 6 trupel oziroma samo še okostnjakov, zaradi tega, ker je šlo za 40 let star primer. In to je nek random primer, da so ljudje zginali, pač ja, so popolnoma iz neba kar zginali določeni ljudje. Znanci so končno dobili nek closure, se pravi, kam so šli, ker ni jih bilo. Ena je govorila, da njen dedek je kar zginil lepega dneva, zaklenil hišo in šel, in ni jim bilo jasno, kaj bi se zgodilo tem ljudem. Končno so jih našli, ker sem hodila povedati, da ni bil tipičen primer, ampak je šlo za nek crime situacijo, nek zločin, namreč oba te dva avta, in prvi in drugi, sta bila ukradena, pa noter še dve pištole, in potem so počasi s časoma začeli to reševati, kdo se bi to lahko bil, čigavi znanci so, DNK so raziskovali in tako naprej, ampak ljudje 40 let sta bila na dnu jezera. Leta 1857 je po oceanih plula ladja, tako imenovana SS Central America. Ta ladja se je potopila. Zdaj si mislite, ja, se je ogromno ladij se potopil. Ja, ampak ta je bila prav posebna, ker njeno drugo ime je The Ship of Gold, oziroma ladja zlata. Kar lahko verjetno že sami povežete z dejstvom, da je na sebi nosila precej dragoceno prtljago, in sicer približno 6000 ton zlata. Si predstavljate, kako srečna je bila tista družba, ki je najdla dejansko na dnu to ladjo. Sicer se je to potem pretvorilo v samo 150 milijonov ameriških dolarjev, so se pa precej kregali, od koga bo to zlato potopljeno. Banke so se kregali v tem primeru, koliko so oni takrat mogli, koliko so bili dolžni enega denarja, zaradi tega, ker je ta ladja z njihovim denarjem potonila, ampak so dobili samo par procentov tega, večina pa dejansko ta družba, ki je to ladjo zdaj našla. Se je pa pravzaprav dejansko zgodilo s to ladjo, pa ni bila nobena vojna ali pa karkoli podobnega, ampak samo nevihta. Tretji primer, počasno napredujemo in že smo prišli do potopljenega mesta. Ta me je ful všeč, ker je tak misteriozen, mističen, in sicer v bližini Egipta, tako da je v egipčanskem duhu. Takrat je bilo to mesto ful pomembno, ampak najbolj zanimivo je, da je dejansko obstajalo samo kot mit oziroma legenda. Arheolog Frank Gojo, upam, da nisem to narobe izgovorila, je res verjel, da to obstaja, in je leta posvetil, da bi to našel, in je končno res našel to mesto Herakleion. Mesto je bilo dejansko samo 6,5 km oddaljeno od obale Egipta. Imel pa neko novo sonarno tehnologijo, s katero mu je uspelo to končno najti, res mu prvoščem. Je pa mesto res čudovito, po slikah vidite, ampak dejansko ogromno kipov. Vidi se, da je bila civilizacija napredna, da se je kosala s tistim podzemnim Egiptom. Pa tempelj bogu Amun-Gerebu, upam, da sem to prav izgovorila, in potem so bili noter mumificirane še v sarkofagih živali, katere so mu darovali.
Skupaj z mestom je bilo jasno potopljeno še 64 ladij, vsaj so jih našli 700 sider, ogromno enih zlatnikov, pa ti kipi, ki so jih našli, so bili tako do 18 metrov visoki, vam vidite na slikah, kako so jih pa vlekli ven iz vode, to gre najbrž potem v muzeje in podobne zadeve. Četrtič, anomalija v Baltiku, torej Baltsko morje, to je bolj severno gor, Finska, Poljska, Švedska, tam nekje vmes. Je pa tam meni osebno najbolj zanimivo, ker če si pogledate slike, kako so prišli do tega? Pluli so po morju, spet sonarno tehnologijo so znali nekaj, ampak najbolj zanimivo tukaj je, zapomnite si to, da jim je to močno nagajalo in tudi vso elektriko in električne stvari, ker so jih imeli, so jim tam zares začele nagajati in ratali so firpčni, kaj to je. In končno po dolgem času, kakor sem prebrala, da so se borili, da so dobili finance in da so dobili ta projekt, da grejo lahko raziskovati, kam to ne bi bilo, ko so se končno potopili, so potem videli, kaj leži tam na dnu oceana in to nikakor ne zgleda naravno, zgleda popolnoma človeškega nastanka ali pa še dalj razmišljamo, tako kot vedno zelo vesoljsko zgleda. Oblike te anomalije so res čudne, dejansko, če dobro pogledate, vidite stopnice, noter ne bi bile dve take luknje, da bi bile kakor za vhod. Nekateri razmišljajo, da je to mogoče portal v drugo dimenzijo, v drug svet, v, kaj jaz vem, središče Zemlje. Sklepanje je jasno veliko, ker je popolnoma nejasno, kaj naj bi to bilo. Je pa žal, če tako rečem, potrjeno po zadnji raziskavi, da je to čisto navadna naravna tvorba kamna. Kar je spet tako, če verjameš, ampak meni se ne zdi. Odločite se sami. Mislite, zakaj tega boljš ne raziščejo? Zaradi tega, ker je globoko in zaradi tega, ker je tam noro mrzlo morje in če greš tja dol kot človek raziskovati, da bi to dejansko si osebno pogledal, te začne hitro zebst, ne moreš biti dolg časa. Megla je, pa je zelo čudna kalna voda in ne moreš v miru raziskati, tako da je težko pa finančno drago, da bi se res do konca poglobili ali pa se nočejo. In še zadnji primer, ta je pa čist mind-blowing, skoraj dobesedno, če dobro pomislite, ker govori o podolgovatih, prevelikih lobanjah. Gre za tako imenovane lobanje iz Parakasa. Tukaj nočem biti preveč glasna, ker sem jaz najdla, je bil en vir, ki govori o tem, da je to v podzemnih vrtačah, ki so bile zalite z vodo, zato upam tukaj trditi, da ne bi bila to podvodna zadeva, ki je pač misteriozna, čeprav načeloma, ker sem gledala dokumentarce, so te lobanje predvsem našli na kopnem, tako da so določeni tudi v vodi, tako da so jih tam leta 1927 do 1928. Je pa malo ljudi, ki se imajo dejansko dostopi tja, to je pač tam Peru in dobiš svoje vodiče in da te nekdo dejansko tja odpelje in to vidiš in imaš možnost raziskovati in dobiti eno v roke, je draga zadeva in je malo ljudi to videli. Ker imamo mi informacije o tem, je to, da so stvari 100% resnične, ni pa 100% ziher in zagotovo, da je to od ljudi ali pa od katerekoli vrste povezane z ljudmi. Naša prva ideja je, to so ljudje, ampak vrsta sploh ni določena, čigave lobanje ne bi to bile, ker so toliko nerealnih oblik. To si tudi v tem, da imajo od zadaj te lobanje dve luknjice, ker res nista tipične za ljudi, pač tega mi nimamo, pa luknje za oči so ogromne. Tako da si lahko predstavljate nek anime karakter, ki ne bi takrat obstajal. Zanimivo, da tudi danes poznamo genetsko mutacijo, pri kateri lahko lobanja neizmerno zraste, ampak še zmeraj izgleda majčkeno drugače in to je zelo redka stvar, tako da ni lih logično, zakaj bi takrat bila cela civilizacija, ki bi imela tako glavo. Ampak spet, jasno, tukaj naša prva ideja je vesoljci imajo veliko glavo, čeprav to smo si najbrž mi sami izmislili, ampak še zmeraj moramo, vse, kar imamo zdaj konkretnih informacij, to, da je 100% resnično in da ni vesoljsko, tako da. To je to za danes, upam, da ste uživali v videu, za naslednja glasovanja me dodajte na Instagramu. Spet so rešilci za mano, a ne? Tukaj sem jih navajena tle na Zaloški, da skozi pozabljam in kar naprej govorim, vi ste pa verjetno tako, Anyways, jaz zdaj kmalu na Irsko, tako da mogoče naslednjega videa ne bo, sem ga že posnela vnaprej, ampak mi je kartica zdaj vmes crknila, tako da ne vem, če imela če še enega posnet. Me pa spremljate na Instagramu, da vidite, kako sem imela na Irskem, ker grem kolegico obiskat za en teden, tako da to je to za enkrat, radi se imejte, čau,